V vaji so pokazali oborožen spopad, v katerem so vojaki najprej nevtralizirali napadalce. Nato so vojaške medicinske ekipe usposobljene za bojno reševanje ranjencem nudile prvo pomoč. Sledila je evakuacija s helikopterjem. V vaji so sodelovale tudi ekipe nujne medicinske pomoči, pripadniki civilne zaščite, policije in gasilcev, ki so prikazali, kako reševanje poteka v takih primerih. Danes se je šlo na srečo zgolj za vajo. In naloga tega tečaja je, da nas v bistvu pouči, kako postopati, kako začeti, koga aktivirati, kakšni so protokole in fajn je pač, da se tega naučimo. No? Tečaja v Novem mestu se udeležuje 100 kandidatov in 40 inštruktorjev. Pomembno je namreč, kako se reševalne ekipe v izrednih dogodkih odzovejo. Naša vloga je predvsem, da mi izobražujemo prehospitalne in hospitalne ekipe, ki se ukvarjajo z vsakodnevnim delom in morajo biti pripravljeni, da odreagirajo tudi ob izrednih dogodkih. Ministrico za zdravje so po koncu vaje odgovorni seznanili s prvimi ocenami. Zaključek je bil, da je ta popolnoma uspela. Tako kot mislim tudi do sedaj, sem vse te ekipe podpirala ne samo verbalno, ampak tudi s pomočjo finančnih sredstev, kolikor je bilo le možno v okviru danih možnosti. Kaj pa je ministrico najbolj navdušilo? Da vidim, kako z roko v roki za skupni cilj reševanja življenj delujejo, bi rekla, 4-5 služb. Samo želimo si lahko, da bi bilo tako tudi na domačem političnem parketu.